Dobrodošli spet v Ambientih. Ljudje si različno dobro zgolj iz načrtov predstavljamo, kakšen bo bivalni prostor v resničnosti. In tudi že izdelano, vendar prazno stanovanje marsikomu še ne da prave predstave, kakšno bo, ko bo enkrat opremljeno. Ravno zato so čedalje pogostejša praksa pri večjih gradnjah tako imenovana vzorčna stanovanja. Popolnoma opremljena nam nazorno pokažejo potencial ostalih, še neizdelanih. Smo v vzorčnem stanovanju v domišljeni ljubljanski stanovanjski soseski. Zanimalo nas bo, kakšna je vloga in usoda takšnega vzorčnega stanovanja in kako je konkretno tole prišlo do tako elegantnih linij. Petra, vi imate nekaj izkušenj z vzorčnimi stanovanji, ne? Povejte mi, zakaj gre? Gre za to, da mislim, da je vzorčno stanovanje neka vizija, motiv, način življenja, na način, ko so stvari realne, ko pogledamo materiale, ko začutimo svetlobo, ko zavonjamo nek vonj prostora, ko nas neki mali dekorativni kosi popeljejo v vsakodnevno življenje, si popolnoma vsak zna predstavljati neko zgodbo ali pa nek koncept. Nekako poskušamo postaviti neko oblikovanje, ki zna navdušiti zelo različne tipe ljudi z zelo različnim načinom življenja. Zanimiva naloga torej, zasnovati stanovanje za neznanega bodočega lastnika. Petra, kaj vas je vodilo pri oblikovanju tega vzorčnega stanovanja? Neka arhitektura, ki je bila tukaj zastavljena z organskimi linijami balkonov, pa tudi kakšna tehnična težava, ki se je za nas pojavila, kot je bil tale konec, kjer ni bilo 60 cm za kuhinjski pult, pa smo nekako to zadevo zaoblili in te oble linije potem peljali kot fil rouge skozi celo stanovanje. Torej ena taka anomalija, rečeva temu, peljala potem koncept tudi za naprej in od tod so prišle ostale okrogline. Kje vse ste jih zasnovali? Ja, pravzaprav smo jih uporabili pri vseh elementih, ki so neka linija prehoda in smo zato dobili neke mehke, fine linije, kjer so vsi prehodi potem bolj organski, sproščeni in tudi poudarki kot svetila in miza okroglih oblik. Naj nas torej mehke in zaobljene linije zapeljajo po stanovanju z arhitektkinimi besedami. Ob vstopu nas ta prva okroglina pripelje v odprt bivalni del, ki združuje to, kar danes je bistvo bivalnih prostorov, to se pravi kuhinjo, jedilni del in pa sedežno garnituro. Naravnost vstopamo v spalnico, ki je zelo intimna, polna lepih zaves, tapet, nežna, tako da nekako imaš občutek, da kot ko greš v hotel, pa zapreš vrata in imaš to neko svojo intimo. Tole krilo nas potem povede v dve otroški sobi, utility in otroško kopalnico, potem pa izstopamo na tudi izjemno lep del na teraso, kjer smo pa nekje na prostornini cele terase poskušali zajeti neke male kotičke, kjer se lahko umakneš v lupinico sam, pa prebereš kakšno knjigo, lahko ob klopci sediš, kavico piješ, lahko se pa tudi večja družba potem druži okoli jedilne mize z neko mini letno kuhinjico. Povejte mi zgodbo o tem lesenem velikem kubusu, ki ima funkcijo, ne? Ja, to je pravzaprav servisni del stanovanja, ki pa s to sredično lego in pa z oblogo iz furnirja nekako deluje kot jedro celotnega prostora in vsi ostali prostori se okoli njega nizajo. Nekako je neko bistvo, čeprav je noter skrit servisni del. Urška, povejte mi prosim, koliko so tovrstna vzorčna stanovanja pogosta pri nas? Vzorčna stanovanja so v tujini stalna praksa, pri nas pa niso prav pogosta. Investitorji se za taka vzorčna stanovanja ne odločajo, vsaj ne za dokončno izvedbo, saj je potrebno za popolno dokončanje precej časa in tudi ni poceni.
Kakšni so vtisi ljudi, ki pridejo v takole vaše vzorčno stanovanje? Mnogi kupci nimajo prave prostorske predstave in v resnici ugotovijo, za kakšen prostor gre, kako velik prostor je, kako ga je možno opremiti šele v res dokončanem vzorčnem stanovanju. Povejte mi še kaj o izboru materialov. Nekako se mi zdi, da sploh, če greva v spalnico, da vam je zelo pomemben čut otipa. Ja, zelo, ker jaz mislim, da je to eno od tistih čutil, ki ga imamo vsi zelo dobro razvito in prispeva k nekemu uživanju v lastnem domu, k neki toplini, hkrati pa tudi naredi en tak prefinjen zvok. To se pravi, da se resnično počutiš, ko vrata zapreš doma. Naselje se dotika ljubljanskega Barja, kar je arhitektko vodilo k izboru naravne barvne palete s poudarkom na zemeljskih tonih. Živahnost pa je v prostore vnesla z intenzivnejšimi toni dekorativnih predmetov in igro različnih tekstur. Pretežno minimalistični pristop ves čas prežema jasna težnja po prefinjenosti in eleganci. In seveda, če smo pri eleganci, ne moremo mimo izbora svetil. Ja, svetila so pika na i in prispevajo k temu, da razsvetljava ni več zgolj nek moment, kjer ti požgeš luč, da vidiš, ampak je to nekaj, kar poudari vse to, o čemer sva prej govorila, to se pravi volumne, teksture, barve. Osvetlitev je toliko pomembnejša pri kopalnici, ki se bohoti v nekonvencionalnih, temnih tonih, kar prostoru daje posebno eleganco. Naš obisk zaključimo na razkošni atrijski terasi. Dolga klop, ki je hkrati tudi korito za rože, teraso predeljuje na dva funkcionalna dela. Na prostor počitka in na prostor obedovanja. S to zadnjo piko na i se stanovanje po udobju že zelo približa družinski hiši z vrtom.